Celjani so tisti, ki so boljši v medsebojnem izkupičku, ampak to danes ne igra vloge, kakor tudi ne igra vloge to, da so Velenjčani na zadnjih medsebojnih tekmah uspešnejši. Ob meni je Marko Šibila, zdaj vidimo predstavitev obeh sodnikov, Ozren Packovič in Mirko Palačkovič, sta tista, ki bosta skrbela, da bo tekma potekala tako, kot mora. Delegat je Miran Štern. Gremo na hitro še čez obe ekipi, ki bosta kmalu pritekli na igrišče Rdeče dvorane. Vratarja sta Aljaž Verboten in Emil Taletovič, jasno pri domači zasedbi, potem pa še Haselič, Tajnik, Pajt, Velič, Starc, Drobež, Sokolič, Šiško, Grmšek, Slatinek, Jovičič, Mljevič, Predovič, Kavčič in Ravnikar. Na drugi strani prav tako dva vratarja v zapisniku, Bojič in Kujovič, in na to Strmjan, Terzič, Mazej, Dragaševič, Razgor, Mrguč, Poteko, Ivankovič, Čepič, Kodrin, Žabič, Mlakar, Vlak in Sukoležnik. Marko, kaj gre igralcem po glavi, kaj gre trenerjem po glavi pred začetkom takšne tekme? Tudi s tem prihodom na igrišče so Velenjčani poskrbeli, da se danes tudi midva počutiva, kot da sva, ne vem, v tistih najmočnejših evropskih ligah. To drži, ne, zdaj je večina slovenskih, vsaj teh večjih dvoran opremljena tako, da omogočajo recimo en tak spektakelski začetek tekem, kar je sigurno za rokomet in za našo ligo izredno pomembno. Kar se pa tiče teh občutkov, ko se enkrat pravzaprav tekma začne, nekako tako trener kot igralci padejo v film, če tako rečemo, narekovaji, nekako tudi odmislijo vse stvari, ki se dogajajo okoli njih in so tako osredotočeni na dogajanje, na scenarij, ki so se ga tudi zamislili, da enostavno, recimo po koncu tekme največkrat niti ne veš, če te kdo preklinjal, če kdo vbil nate, ne karkoli že, ker si res osredotočen samo na dogajanje, na tisto, kar pričakuješ, na svoje odločitve in podobno. Koliko pa je trenerjem težje na derbijih, tudi zaradi bobnov, ki so zelo popularni pri navijaških skupinah pri rokometu? Jaz mislim, da je trenerjem na derbijih pravzaprav najlažje. To je tisto, kar si pričakujejo. Recimo, največkrat je težje igrati tekme, kjer bi na papirju, recimo, moral biti že vnaprej zmagovalec. Take tekme so ponavadi pasti, če temu tako rečem, in igralci se težko motivirajo, že pripravljajo se težje, zaradi tega, ker nekako podzavestno podcenjujejo nasprotnika, kar pa ni vedno dobro. Na derbih pa tega ni, tam si dajo vse od sebe in je to pravzaprav za vse motivacijsko najboljša tekma. Spoznali smo torej celjsko zasedbo. Marko, v tej sezoni so Celjani nekako prenovili ekipo, kar smo tudi pričakovali glede na rezultate iz prejšnje sezone. Kar nekaj zanimivih mladeničev tudi iz tujine so pripeljali, ki so zares opozorili na se. Sigurno imajo Celjani tudi iz vidika teh vincev, mlajših igralcev, zelo močno ekipo. Meni je sicer žal, kako sem že zadnjič ugotavljal, da ti igralci ne ostajajo dlje časa v Celju in potem recimo tudi prispevajo še k boljšim rezultatom na res vrhunski ravni, mednarodni ravni, mogoče grejo prehitro naprej, ampak sigurno, kako si rekel, oni imajo tudi med mladimi igralci nekaj res super igralcev, ravno zaradi tega seveda so tudi v veliki prednosti, ker tudi če zamenjajo igralce, pravzaprav težko reči, kaj je prva postava, kaj so njihove menjave, za 16 vrhunskih igralcev, brez izjeme praktično, recimo po Velenju pa ni tako, tam pa se ta razlika med igralci, ki recimo lahko smatramo za prvo postavo, med menjavami, kar velika vrzel, še posebej pa ob takih situacij, ko so poškodovani nekateri pa boljši igralci. Ja, ko je potem potrebno krbati na številnih mestih, predvsem tudi zato, da se lahko ohranja ritem. Danes bo zelo pomembno, da Velenjčani držijo korak s Celjani že od prve minute. Absolutno, in ta izraz krbanje je pravzaprav kar dober, zaradi tega, ker odraža ta problem, s katerim se trener mora soočati, ne more paziti, da ne naredi kakšne napake, tudi menjava na ključnem trenutku, da zamenja napačnega igralca, pa s tem oslabi ekipo, po drugi strani pa mora spočiti na boljše igralce, to je kar naporno, tako imenovano krpanje. Kaj lahko danes pričakujemo pri Velenjčanih, kaj je Zoran Jovičič pripravil v tem, ko manjka najboljši strelec Matic Verdinek, ki je zelo pomemben tudi v obrambi?
Ja, zanesljivo, ne, od tiste poškodbe naprej, ne, se pravzaprav vleče ta problem tudi, kar se tiče utrujenosti teh boljših igralcev. On zapolni marsikaj in v obrambnem napadu, ampak predvsem jaz mislim, da bo Velenje stavilo na res čvrsto obrambo in na tudi recimo obrambe vratarja. In to je po moje njihovo najmočnejše orožje, pa potem recimo s hitro tranzicijo dosegati take zadetke, na postavljeno obrambo pa res igrati do zadnjega, poskušati najti najboljše možne variante za zaključke, utrujati obrambo Celjanov in igrati nervozne recimo s temi dolgimi napadi, z dobrimi kvalitetnimi zaleti. Ne, to je njihov, po moje, cilj. Bodo pa tudi danes zelo pomembne ob tem, ko zdaj vidimo Zorana Jovičića, nekdanjega slovenskega reprezentanta. Torej, Marko, tudi danes bodo zelo pomembno vlogo odigrali 7-metrovke. So jih Celjani po tisti tekmi s Trimom kazensko vadili že naslednji dan? Ja, to ne vem, ne. Je pa to seveda, ne, to je taka stvar, ki jo je težko, ne, tudi če so še tako trenirali, ne, zdaj, ko bo prve 7-metrovka, se bo že marsikaj videlo, ne, če jim bo uspelo realizirati, ne, je ta recimo handicap iz te tekme z Trimom nekako verjetno pozabljen, ne, pa bo to vse lažje šlo. Če bo prva 7-metrovka zapravljena, pa se pa zopet vse ponovi v možganih, ne, igralci zopet imajo neke težave in jaz jim želim, da do tega ne je prišlo. Kot si dejal, težko je izvesti, pa uspešno izvesti 7-metrovko, težko pa tudi pričakovati, da bi se lahko takšen niz ponovil na profesionalnem nivoju, ker tisto je bilo zares nekaj neverjetnega, ampak dovolj o tej tekmi s Trimom, počasi bo vse nared za začetek 123. slovenskega večnega derbija. Celjani so pri 88 zmagah, Velenjčani jih imajo 28, 6 remijev, kot sem pa že dejal, na zadnjih 3 večnih derbijih Celjani niso zmagali, 2 zmagi za Velenje. In Marko, dokazalo se je v prejšnji sezoni, da ne smemo samo govoriti o tem, da male tekme odločajo. Celjani so nekako izpustili zvezdico iz rok prav zaradi 2 porazov, oziroma lahko rečemo kar 3 porazov, ne, tudi proti Trimu na tistih največjih tekmah. Ja, sigurno. Zdaj, kakorkoli gledamo, naša liga je vseeno po kvaliteti relativno heterogena, ne, kar pomeni, da recimo tiste ekipe iz spodnjega dela prvenstva zelo težko presenetijo Celje, Trimo, Velenje, tudi Ribnico. In zapravo na koncu res zdaj pa tu odločajo te tekme med temi 4, mogoče 5 ekipami, ki so sposobne ena drugo premagovati. Za razliko od te splošne filozofije, o kateri si govoril, da dosti krat res v mogoče tudi močnejših, bolj homogenih ligah prihaja do tega, da se prvenstvo potem reši na tekmah s slabšimi ekipami. Celjani bodo danes igrali v modrem, Velenjčani v svojih prepoznavnih barvah. Prvi napad so Celjani zapravili, prekršek v napadu je bil tole in na navdušenje domačih navijačev so njihovi ljubljenci takoj krenili na polovico pivovarjev. Tule je Aleks Kavčič, danes bo zagotovo še kako pomemben. Poglejmo, kakšna je postava Velenjčanov. Kavčič torej na zunanjem položaju na levi strani, na sredini Tajnik, brez kakšnih večjih presenečenj, torej Grmšek je na desnem zunanjem, na položaju krožnega napadalca na začetku srečanja Drobež pri Velenjčanih, ki poskušajo s hitro akcijo, ampak ni jim uspelo. Pajt je na desnem krilu, medtem ko je na levi strani Tilen Sokolič. No, ko sem omenil Sokoliča, Marko, kar nekaj igralcev, ki jih je naš selektor uvrstil na seznam, razširjen sicer zelo, bova danes tudi v živo tule pospremila. Ja, sigurno. V Velenju, potem v Celju, seveda predvsem, pa Trimu, Ribnici, ne pač igrajo, ti so najboljši, na katere tudi selektor računa. Tako da danes bo tudi z tega velika zanimivo. Eni in drugi so svoj prvi napad zapravili, tudi Celjani zdaj skušajo na hitro, ampak Velenjčani so se pravočasno vrnili. Strmljan pa Mlakar in Vlah na zunanjih položajih pri Celju, medtem ko je Sokoležnik na položaju krožnega napadalca. Na desnem krilu je Marguč, na levi strani pa Kodrin.
poglejmo, kakšen bo tale drugi napad Celja. Ja, pod prekrškom je bil Vlah, ampak uspel je zadeti in prvi gol na derbiju, torej po 3. minuti 1:0 za Celjane. Potem pa uspešen odgovor Velenjčanov, hitra akcija, Tilen Sokolič, ki ga danes čaka zahtevno delo, moral bo nadomestiti Matica Verdineka, ki bi sicer zagotovo bil največja nevarnost za vrata, ki jih brani Pujović na začetku tega srečanja, na drugi strani Taletović, torej brez Pantarja. To se bo zagotovo na derbiju poznalo. Pantar je vratar z izkušnjami iz teh največjih tekem. Ja, sigurno, tudi prednji pričal o njegovi zdravstveni težavi, je res pokazal izjemne predstave, bil je v vrhunski formi in predvsem je bil dobra kombinacija s Taletovićem, tako da sta lahko se izmenjavala. To je zelo pomembno za vratarje, da imajo ves čas tudi nekako krit hrbet, če pa kakšen dan ne gre najboljše, pa vejo, da ga bo drug vratar pokril. Zdaj so res ostali samo na enem takem vratarju, da Lepelistar dobro brani, ampak nikoli se ne ve, kako pa kaj je s tem. Bi pa rekel v zvezi z Tilom Sokoličem, ki je zaključil zelo dobro izveden napad iz hitrega centra, da je on krilo. Ampak problem je v tem, da pač ne bo mogel pomagati tudi recimo v nekaj srednji zoni, ker se bo že izčrpal na tem mestu. 2:1 je, medtem so Celjani torej znova zadeli spet prek Vlaha, ki je, kot kaže, dobro razpoložen, pa prvi rumeni karton na današnji tekmi, opozorilo za Žigo Mlakarja. 9-metrovka za Velenjčane, 4. minuta je v teku v Rdeči dvorani, zelo vroče je na tribunah, vroče je tudi na igrišču. Poglejmo, kaj bodo Velenjčani iztržili iz tega napada. Sokolič pri žogi, vsestranski je Sokolič nevaren tudi z teh položajev, pa krasna akcija, lepo po Cepelinu, Grmšek, 2:2, ja, če bo vse v takšnem slogu, potem bomo danes zares uživali. Torej, izid je znova poravnan, zadetek ne bo veljal, bodo pa Celjani še naprej napadu. Marko, zaenkrat trenerja sicer, kar se tiče obrambe, ne morete biti navdušeni. Ja, so pa bili zadetki res plod odličnih akcij na eni in drugi strani in tudi tu mogoče obrambi ni kaj dosti za očitati. Predvsem me veseli res, da so Velenjčani prišli lepo v igro in da kažejo, da se da recimo tudi z načinom napadanja, ko imajo oni brez visokih nekih streljcev, z razdalje, odlično odigrati, najti rešitve, biti kreativni in to je njihova prednost. Medtem še prvi rumeni karton tudi pri domači zasedbi, ki je zelo agresivno vstopila v to tekmo, kar smo lahko tudi pričakovali, kot smo že ugotavljali v samem uvodu. Velenjčani danes nujno potrebujejo zmago, ni prekrška, tako je bilo tule jasno, da se bo Taletović razveselil prve pomembne obrambe, pa krasna žoga zdaj Tajnika na krilo in zadev je Tilen Sokolič na navdušenje domače publike. Prvo vodstvo za velenjske ose, v 6. minuti so Velenjčani povedli s 3:2. Sokolič je odlično realiziral dvakrat, res pokazal še enkrat, da je tu specialist kot krilo. Tudi tule pa se je izkazal v obrambi, brez prekrška, brez dotika, ravno dovolj je tam oviral Žigo Mlakarja, da je ta ni bil inteligentno, tako je. Celjani zdaj prvič v napadu, potem ko zaostajajo, jasno v teh uvodnih minutah še nekakšnih sprememb v postavi. Strmjan še naprej organizira akcije, še naprej pa Celjani čakajo, da zadetek doseže še kdo drug kot Vlah. Mlakar tokrat uspešno, dobro je prodrl in izid je znova poravnan, 3:3, krasno križanje, pa potem tudi zares lep zaključek. Velenjčani pa medtem prehitro s hitrim centrom, to je nekako njihov zaščitni znak, da zares hitro skušajo izkoristiti ne najbolje postavljeno obrambo. Ja, sigurno, vse tako smo že rekla, to je njihova možnost, da pač za hitro igro v tranziciji prijo čim prej v priložnost. In prvi gol, ki so ga dosegli, so pravzaprav res odlično naredili akcijo, tako iz hitrega izvajanja začetnega meta. To je tudi za naprej sigurno zelo pomembno za nje.
Kavčič medtem mimo vrat, Strmjan takoj v proti napad, znova za Vlaha, Vlah progira. Vlah je sicer zadev, ampak bil je, kot kaže, že na tleh, 9 metrov, bo to za Celjane. Grmšek je bil pravočasen v obrambi. Fantastično pa navijajo eni in drugi, Šaleški Graščaki in pa Florjani. Marko, tudi sam si doživel to vzdušje na takšni tekmi. Ja, to dvigne igralce vse, ne, to je potem res dosti lažje igrati, ne. Tu ni utrujenosti. Ja, to se nekako zdaj tudi vidi pri Velenjčanih, ki jih tudi v tem mesecu čaka za res peklenski ritem. Pred zimskim premorom bodo še kar nekajkrat na delu, ampak danes zagotovo nihče ne razmišlja o tem, da bi ga bolele noge. Vlah se medtem pogovarja s sodnikom, tudi nekaj žvižgov domačih privržencev. Celjani seveda še naprej v napadu, Strmjan za Vlaha. Zaenkrat dobro velenjska obramba ob Sukoležniku, ki je ravno zdaj dočakal prvo podajo, ampak spet agresivni. No, to bi mogoče res rekel, ne, da bo zelo pomembno, ne. Zdaj so, recimo Celjani so v dozdajšnjem delu tekme, razen tiste prve podaje, kjer je pa Sukoležnik naredil prekršek v napadu, malo igralna krožnega napadalca, sigurno bo v nadaljevanju ta igra dosti bolj prišla do izraza. Mogoče bi to pač povedal tudi, da je to vseeno neka prednost Celja, ki imajo kakovostne pivote, medtem ko recimo Drobež na drugi strani je lahko določeno želja problematičen, ker je na nek način priučen pivo, ne, in predvsem v smislu realizacije, ne, tudi proti Nekseju, ne, imel nekaj težav. Dobro, Predovič je bolj kvaliteten, kar se tega tiče, pa Drobež boljši v obrambi, ne, in tu se je zelo poznal odsotnost Kavčiča, ki jih je zapustil po sezoni. Videla smo to situacijo tudi v posnetku. Šlo je za vlečenje za dres, ne? Ja, seveda, ne, zdaj pač jasno je tule šlo za prekršek. Sicer se lahko sodniki tukaj različno odločajo, ampak sigurno je bil prekršek. Zdaj taktika s dvema pivotoma pri Celjanih, kar je lahko še večja težava za obrambo Velenja, ki je tako ali tako številčno podhranjena, in to se je takoj tudi videlo. Zadetek torej za Celjane. Vlah igra zelo racionalno, pametno, ne. Dosegel je še 3 pomembne zadetke, pa še 2, ki sta mu bila razveljavljena, recimo iz prekrška, ne prestane nevaren. Še proti Trimu je dokazal, kako pomemben je za celjsko zasedbo. Odlično igra. Velenjčani torej zdaj v napadu brez vratarja. V igri je Predovič, ob tem, ko je Drobež izključen. Videli bomo, kako bodo domači odigrali napad, ko si ne smejo privoščiti napake. Prekršek Mlakarja je tule izsilil Domen Tajnik. Samo 13 zadetkov v tej sezoni zaenkrat za Tajnika, ki pa je medtem krasno prodrl, no, in tule je njegov 14. zadetek. Odlično delo nog, Marko, zares je iz igre vrgel branilca. Ja, odlično, ne, Tajnik je res dober. Pa še, kar je zanimivo, je to, kako pravzaprav dobro izkorišča slabe noge igralcev na mestu centra halfe in pa špice, ker so popolnoma zgrešila svoje delovanje. Pa še enkrat krasno prestrežena žoga. To je tisto, kar smo govorili, kar se Velenjčani zanašajo. Ja, zdaj je spet nekaj težav za Šabiča, ki je storil prekršek v napadu. 5-4 za domače, ki so izvrstno izničili tole številčno podhranjenost v obrambi. Celjani dejansko, ob tem, ko so bili v napadu dvakrat z igralcem več, niso uspeli narediti ničesar. Ja, to je v rokometu sploh zanimivo, ne, v taktiki igre, ne, da dostikrat te situacije, ker ima ena ekipa igralca več, ne, ker se pričakuje 100% realizacija, ne, potem se ne odvijejo po željah ekipe, ki ima igralca več, ne. To je zelo nevarno, ne. To je zelo nevarno. Dostikrat se potem, ko gledamo postvestne statistike, analiziramo tekme, kjer smo recimo imeli težave, ne, so te situacije lahko ključne za zmagovalca, ne. Velenjčani imajo zdaj priložnost, da kot prvi danes povedajo s +2, to jasno v tej zgodni fazi ne bo odločilno, ampak dobili bodo
jasno sporočilo, ki ga bodo poslali sami sebi, da so danes v odlični dnevni formi, če jim to seveda uspe. Prodiral je Tajnik, ki je bil pod prekrškom, tako da je to 9 metrovka za domače. Še enkrat Tajnik, pa zdaj Kavčič je lepo provrl, vratar težko stori karkoli in Aleks Kavčič za 6-4. 11. minuta, Velenjčani vodijo s +2. Prodira na drugi strani Strmljan, zdaj so tudi Celjani zelo hitro krenili napad po izvedenem hitrem centru. Znova je na položaju krožnega napadalca samo en igralec, Suholišnik, ki je tekmo tudi začel. Lahko pričakujemo, Marko, v kratkem morda že kakšne spremembe tudi na zunanjih položajih, z izjemo Vlaha pri Celju. Ja, možno tudi, no. Strmjan zaenkrat še ni uspel opozoriti nas. To je seveda vprašanje, ne, zdaj v tako zgodnji fazi tekme, ja, to je že smiselno delati. Bi pa rekel, no, da pa Velenjčani res kvalitetno igrajo tudi v fazi napada, odlični zaleti, kjer so izjemno prodorni. No, in zdaj me je Strmjan demantiral, kot da me je slišal. Njegov prvi zadetek na današnji tekmi, 6-5, krasno je zaključil. Ja, to so tako dobri igralci, ne, da jim trener pač mora zaupati, ne, tudi če recimo par minut mine brez nekega večjega učinka njihovega, ne, morajo dobiti priložnost še naprej, da pridejo v tok igre, ne, ker pač so pomembni tudi za nadaljevanje tekme, ne, zdaj, da bi prehitro menjavali zato, ker mogoče je nesmiselno. Ja, tako. Kavčič na tleh, na pravem mestu je bil sicer Vujović, ampak bil je pod prekrškom in prvič danes bodo Celjani igrali z izključenim igralcem. Kodrin za 2 minuti na klub. Kodrin je to sezono začel odlično, bil tudi dvakrat igralec kroga. Lahko ste prebrali z njim tudi intervju na naši spletni strani. Tu se vidi, ne, da je gostota, homogenost obrambe pri Celjanih je preslaba za tako hitre in spretne igralce, kot so Velenjčani, ne, in posledično pač pridejo teh težav. Sokolič 7 metrov. Omenila sva že z Markom, da bodo 7 metrovke danes zelo pomembne in Velenjčani so prvo uspeli izkoristiti. Ja, super, iz njihovega vidika seveda, ne, začeti z ustreznim izvajanjem 7 metrov, ki še prej govorila, ne, tako se lahko vidijo na tekmi med Celjem in pa med Trebnjem, je izredno pomembno. Zdaj Celjani v napadu brez vratarja. 13. minuta je v teku na tem slovenskem večnem derbiju. Mlakar, Suholišnik, pa Vlah, odpiral se je Mlakar po križanju, krasno je tule tudi Strmjan odprl prostor, zares lepa uigrana akcija in lepo je zaključil vse skupaj Žiga Mlakar. Tudi njegovo ime bomo danes zagotovo še kar nekajkrat omenjali. Zdi se, da so se zdaj tudi celjski zunanji igralci nekoliko sprostili. Ja, sigurno. To pa se zanimivo videti, ne, kaj bodo ponudili Velenjčani, ko ima igralca več, ne, kako sem prej govorila, zelo pomembno je. To je bila krasna obramba, Vujović se je izkazal. Akcija Velenjčanov po Marku sicer za prst gor, dobra akcija. Ja, sigurno, ne, samo tak pač je, da šteje na koncu goli, pa da so doseženi iz zdevanje pozicije, ali ne, to je bistveno, ne, tukaj je Pajt popolnoma zgrešil način streljanja, taktiko strela. Zdaj smo zopet nazaj, ne, zdaj pa Velenjčanom ni uspelo izkoristiti tega igralca več, ne. Bomo videli, kaj bodo napravili Celjani. No in Celjani imajo zdaj, ko znova napadajo z praznim golom, priložnost, da izid poravnajo. Velenjčani so dvakrat danes vodili s +2, zdaj je izid 7-6. Na levem krilu je seveda Mazej na mesto trenutno izključenega Kodrina, ampak le še 10 sekund kazni za Tilna Kodrina, ki je v tej sezoni dosegel 44 zadetkov v Ligi NLB. Vlah Mlakar, pa znova Vlah Strmljan, Vlah in Mlakar. Celjani so že v polni postavi, Vujović se vrača v vrata. Tole bo 7 metrovka ter izključitev. Na tleh se je znašel Marguč, ki je hitro vstal, izključen pa Peter Šiško. Povratnik nazaj v Velenje, Peter Šiško. V tej sezoni je dosegel 11 zadetkov.
Zdaj smo bili priča enakemu scenariju kot prej, z igralcem več pri Celju. Dejansko so Celjani več profitirali iz te svoje kazni, kot pa Velenjčani morda več odgovornosti v napadu, ko se zavedaš, da so vrata prazna. Točno to. Marguč 7 metrov. In kot kaže, je prekletstva 7 metrov za Celjane na teh pomembnih tekmah konec. Marguč natančno, mirno uspel je brez težav ugnati Taletovića in izid je torej poravnan 7-7. Ja, tu ste videli, da je res poskušal vse narediti, da se izogne temu prvemu zgrešenemu strelu, zelo koncentracijo, predvsem kot posledica tega nauka iz tekme proti Trimu. Zdaj visoko Mazej, ki pritiska na zunanjo vrsto. Tole je lahko tudi odgovor na te hitre igralce, ki so predtem luknjali obrambo celjske ekipe. In bomo videli, kako se bodo Velenjčani znašli zdaj v tej obrambi pivovarjev. Kavčič lepo na krilo. Kot kaže, je danes Sokolica res odlično razpoložen. Njegov četrti zadetek, polovica prvega polčasa je za nami, 16. minuta se je začela zelo natančno, zelo mirno ob tem novem zicerju skrila Tilen Sokolič. Vsaka ekipa ima res nekaj zelo razpoloženih igralcev v napadu. Pri Velenjčanih je to zanesljivo Sokolič. Na drugi strani sva že omenjala Vlaha, pa zdaj tudi se je razigral Mlakar. Zdaj zamenjava pri Velenjčanih, ni več desno Pajta. Hasenič je dobil priložnost, Celjani so medtem prišli do izenačenja. Nov zadetek za Vlaha, ki je res razpoložen, 8-8. Oba bivša igralca Kopra kažeta svojo kakovost in to je zanimivo. Ja, Koprska akademija je dala kar nekaj odličnih igralcev skozi svoj čas. V tem obdobju so ti igralci rojeni letnika 96, torej ta generacija bila res kakovostna. Torej poleg njih dveh je tu še nekaj izrednih igralcev, ki so tudi v obdobju, ko recimo je Koper na nek način izgubil to profesionalno ekipo, potem nadomestili igralce. Druga obramba medtem Vujovića krasno je zaustavil Bredovića, ki je sicer mirnejši ponavadi ob teh zaključkih kakor Drobež, ampak tokrat je bil dobro postavljen v vratih Miljan Vujović. No, zdaj pa minuta odmora na zahtevo celjskega stratega Alena Toskića. 8-8 je izid, privoščimo si kratke oglase. Taletović. Pišeš koliko obramb ima Taletović? Tako, za nami je prva minuta odmora, 8-8 je izid, 17. minuta je v teku, na levem krilu pri Celju je ostal zdaj Mazej po tisti kazni za Kodrina. Še naprej pa nespremenjena zunanja vrsta oziroma preostali del ekipe v napadu. Dobro je prodiral Vlah. Marko, to smo ugotavljali tudi med minuto odmora. Taletović zaenkrat še ni
na takšnem nivoju, kot bodo Velenjčani danes potrebovali. Morda zdaj ta 7-metrovka priložnost, da se tudi sam predrami, ampak Marguč natančno. Menim, da bodo Velenjčani vsekakor potrebovali razpoloženega vratarja v nadaljevanju tekme. Ja, sigurno, ne, zaenkrat njegove obrambe manjkajo in za kaj več, seveda, ne, za to, da obramba bolj učinkovita je, sigurno mora tudi vratar dati svoj prispevek. Recimo prejšnji napad za prejšnjo obrambo Celja je Vujović to pokazal, ne, in je pravzaprav 100% priložnost družnega napadalca ubranil, ne, to je velik prispevek. Nekaj sreče zdaj ob tem zadetku Domna Tajnika, ki pa je znova dokazal, kako odličen je v tej igri 1-1, v igri prodorov, kako agilen je in sreča ga je tudi poljubila, potrebno jo je izvati 9-9 je izid. Marko, ko si govoril o Taletoviću, nekako mora dvigniti nivo tudi za voljo tega, ker njegovi svoji igralci v obrambi zares dobro garajo, ne, z izjemo zdaj, ko so izpadli v tem novem zadetku, ki ga je dosegel Vlad. Ja, sigurno, ne, tukaj se pričakuje, vendar le neko pomoč vratarja, zaenkrat še niso imeli in bomo videli, no, sigurno tudi vratar rabi nekaj časa, je pa lažje vse, ne, tako se rekla prej, če sta recimo dva vse približena, ko vredna vratarja, ki lahko en drugemu hrbet krijeta, ne, vsakemu je takrat lažje, če pa vse breme samo na enem vratarju, je pa to lahko dosti kar zelo problematično. Ja, nekaj vroče krvi ob robu igrišča, najprej so bili Velenjčani tisti, ki so se razburili ob tistem zadnjem zadetku. Ja, Velenjčani so protestirali, ko so smatrali, da gre za prekršek v napadu, da strani krožnega napadalca, ampak mislim, da je šlo kar za vzajemno vlečenje, koliko je se razkril posnetek. So pa Velenjčani v napadu še naprej zelo razigrani. Aleks Kavčič tokrat z lepim prodorom in ostaja izenačeno. Kodrin se vrača nazaj v igro pri Celjanih. Kavčič in Tajnik sta izjemno eksplozivna, agilna, sta odlično spremembo smeri gibanja in če obramba ni dovolj gosta, spuščena, če ni pomoči, potem recimo igralci, kot so Koležnik, preprosto ne morejo temu parirati. Razen s kakšnim prekrškom za izključitev, ne, kar pa je vedno težava, zdaj prekršek nad Strmljanom. Na prave mesto je bil sicer Taletović, priložnost pa dobiva mladi 19-letni Aljaž Verboten. Za mladega vratarja velika priložnost, priti med vratnici na velikem derbiju, zdaj bo izval Gala Marguča. Ja, Marguč je pametno počakal na vratarjevo potezo in potem zadev za vodstvo Celja z 11-10. 20. minuta je v teku. Velenjčani so dvakrat vodili s +2 Celjanom, to še ni uspelo. Bodo pa zdaj tiste minute prišle, Marko, o katerih smo razmišljali v uvodu, ko bodo Velenjčani začeli trpeti tudi za voljo tega, da se drži ritem. Ja, seveda, ne, to je zdaj te minute tam od 20 do 30, pa tudi 25 do 30 posebej, ne, takrat se te stvari, mogoče te pomenljivosti ne dajo več tako kompenzirati, kot dokler so igralci niso utrujeni. Pa zaenkrat moram reči, da Velenjčani res odlično v napadu, taktično strelo igrajo, izkoriščajo vse, kar imajo in tudi vse probleme obrambe. Zoran Jovičić je, kot kaže, znova dobro pripravil ekipo na derbi. To mu je v preteklosti že uspevalo, pa dobro Taletović obrati, potem tudi njegovi soigralci pravočasni. Spet podobna akcija kot prej na krilo in priča smo novemu preobratu v rdeči dvorani. Ibrahim Haselić, krasno. Velenjčani ne bodo popuščali, sigurno ne, in še posebej tukaj. In to je točno to, kar sem prej govorila, Taletovićeva obramba, ponovna hitra tranzicija. Tu so res močni, po drugi strani pa Celjani z zavračanjem pa niso ravno najboljši. Tu so priložnosti, ko se iščejo, pa recimo mogoče neke, kje pa so recimo možnosti neke ekipe, to za Velenjčani sigurno pomemben del. Kar za Strmljana, Vlad. Zaenkrat zares velenjska obramba odlično ob žogah na krožnega napadalca, tudi na krila pride
premalo žog, tako na levo kot na desno stran. Odlična agresivna igra na lastni polovici za velenjske ose. Žoga za Kodrina, torej ni najboljši položaj in znal je to izkoristiti Emir Taletović. No, kot kaže, sva tudi njega zdaj izzvala. Ja, sigurno, vse to je tisto, kar so pravzaprav Velenjčani čakali, zdaj se mu očitno malo odprlo in to takoj prenese razliko v rezultatu, take stvari. Je pa zdaj mogoče Kodrin malo nesmotrno zaključil za napadom. Tudi relativno hitro, ni še sodniška zasedba dvignila rok, lahko bi vrnil žogo nazaj na zunanje položaje. Ni bilo najbolj smotrno zaključevanje. Slatinek Jovičić je dobil priložnost, moral bo seveda rotirati, ohranjati svežino. Zoran Jovičić, njegov oče, tule je zdaj Slatinek Jovičić pa Tajnik, Kavčić povsem na desno, tokrat Haselić ni prišel do zaključka, ampak ne popuščajo Velenjčani, tudi zunanih položajev gre odlično Aleks Kavčić, tudi morda majhno presenečenje zdaj s tem zaključkom za celjsko obrambo. Velenjčani znova torej do prednosti golov, zdaj pa na drugi strani zadetek, ki ga je dosegel Kodrin, pa tudi kar nekaj razburjenja domače publike za voljo izključitve. V vsakem primeru so Celjani izvedli odlično akcijo, poskušajo parirati tudi Velenjčani v tej hitri igri, v tranziciji, prihajati do lahkih situacij za dosego zadetka. Pravzaprav ni nobenega razloga, zakaj tudi Celjani, ki imajo odlično ekipo, tehnično, taktično podkovano, ne bi tega delali. Tole smo videli, kako je Drobež spravil na tla Mlakarja, zato sta se sodnika odločila za izključitev, kar je Velenjčane močno razburilo. Velenjčani zdaj brez vratarja v napadu. V podpori svojih navijačev pa v napadu, da znova povedejo s +2. Slabih 7 minut še do konca prvega polčasa. Ja, takoj kazen zdaj tudi na drugi strani. Izključen Ivanković. Nekaj težav je imel Ivanković s poškodbo, ki jo je staknil na tekmi s Trigom, ampak kot kaže, vseeno stisnil zobe za derbi. Tam smo videli v ozadju nekaj vlečenja. Sodnika vse to kaznujeta na današnji tekmi, nekako enako na eni in na drugi strani, kar je najbolj pomembno. Velenjčani ostajajo v napadu, Slatinek Jovičić, krasna asistenca. Potem v zaključku Branko Fredović takole podaja, brez da bi ga pogledal v košarkarskem žargonu, no look pass. Ja, odlična akcija z dobrim občutkom. Prvič Jovičića pri podaji, drugič pa tudi Fredovića pri zaključku. Tako kot je recimo prvi strel izgleda izredno slabo, taktično, tehnično je pa tega res vrhunsko. Kar je tudi še enkrat pomembno za Velenjčane, ker morajo tudi strožnega napadalca pokazati neko učinkovitost. Ja, blizu so bili Velenjčani, da bi žogo ukradli, ampak Strmljan je potem lahko šel do konca, ko je njegov čuvaj izpadel, kar bomo videli tukaj. Tvegal je Haselić, če bi žogo ukradel, bi na tribuni zavladal malo navdušenja, tako pa torej zadetek za pivovarje. Pa še naprej zaostajajo. Velenjčani zaenkrat res odlično v tem prvem polčasu, tudi na krilih svojih navijačev. Marko Tale, njihova predstava danes vsekakor spominja na tiste dobre predstave v tej sezoni v Evropi. Ja, sigurno. Danes so pravi, brez nadaljnega. Ko so Velenjčani tako razpoloženi, je sigurno vsakem težko. Celjani pa nekako ne morejo še najti tiste igre, s katero bi zlomili Velenjčane, žilave Velenjčane. Ni tiste ostrine. Ne, tako ne. Mogoče ravno to pomanjkanje teh težkih tekem tokom jeseni, recimo, ki bi dalo to večjo tekmovalno samozavest, nekaj negativnega, in to se danes zelo lepo kaže. Ja, Celjani so to tudi sami izpostavili na svoji spletni strani. Tole zdaj prekrška v napadu ni bilo, ampak Taletović do četrte obrambe na tekmi. Taletović se je v drugem delu prvega polčasa
obranil, kot radi rečemo, zdaj pri 4 obrambah, 4-2 v uspešnih posredovanjih za Taletoviča, gledano zornega kota vratarskega dvoboja. Takole je bil krasno postavljen. Celjani so tudi opravili nekaj zamenjav, tem se bomo posvetili ob naslednjem napadu 24-kratnih slovenskih prvakov, ki so zdaj klonili v obrambi. Tajnik je zadev in prvič danes Velenjčani vodijo s +3. Tajnik še enkrat, ne, Tajnik in pa Kavčič za svojimi eksplozivnimi gibanji, izredno prodornostjo delate velike težave v obrambi Celja. Nikakor ne uspejo s svojimi postavitvami, reakcijami, da imamo še enkrat počasne posnetke vidi. Zunaj Dragašević, ker to izpadajo. Naivno izpadajo. In taktično, in tehnično, z gibalnega vidika so superiorni Velenjčani. Terzić je zdaj na položaju desnega zunanjega. Po igri v napadu zdaj tudi Ivanković, Strmjan še naprej na srednjem zunanjem. Kodrin in Markuč sta na krilih, ko so Celjani igrali brez svojega vratarja. Priložnost v golu pri Celjanih je sicer dobil Bojić. Še minuta in 15 sekund kazni za Dragaševića. Na tleh Sukoležnik. Potrebno bo pobrisati tla, pa tudi 7-metrovka za celjsko zasedbo. Tule je bil Šiško tisti, ki je oviral nasprotnika. Velenjčani, predvsem navijači, so se niso strinjali s to odločitvijo, kar je razumljivo. Znova delo za Markuča, ki je pri 3 zadetkih na današnji tekmi. In tudi tokrat natančen Markuč. 4-4 zaenkrat 7-metrovke za Celjane. Izid pa 16-14. To je za Celjane sigurno zelo pomembno za potek tekme, da so danes tako zanesljivi pri izvajanju 7 metrov. Očitno je bila ta šola iz te tekme zelo pomembna za nje. Tajnik Kavčič poskuša zdaj spet s prodorom, kakršnih smo se danes že privadili Velenjčani. Celjani zdaj izgubljajo novega igralca, Sukoležnik v 28 minuti izključen. To so tiste poteze, tiste prekrški, ki potem preostanejo tem visokim igralcem ob hitrem prodirajočem Kavčiču. Tako ne, zdaj lahko rečemo, da Velenjčani pravzaprav v celem prvem polčasu niso sprožili niti enega strela z razdalje, pa so vseeno zelo učinkoviti. In pač igra taktično pravilno, kvalitetnimi zaleti, izkoriščajo nekoliko bolj redko obrambo in so v tem res učinkoviti. Bojić pa je sanjsko podprl tekmo zanj, obramba. Sokolić je zapravil 7-metrovko, to je bila druga 7-metrovka za Velenjčane na današnji tekmi. 28. minuta, 16-14 vodijo domači, Celjani pa v napadu s peterico in praznim golom. Terzić, Markuč, Terzić. Poskušajo Celjani z dolgim napadom, kar je logično. Ivanković pod prekrškom. Tule je Zoran Jovičić prepričan, da je šlo za tehnično napako, ampak Celjani ostajajo v napadu, ampak morali bodo zdaj zaključiti. Strmjan, Terzić in zadetek Stefan Terzić. Edini je danes tule na parketu pri Celjanih, ki je osvojil Ligo prvakov v svoji karieri, ima nekaj izkušenj, oziroma ima veliko izkušenj s temi pomembnimi tekmami. Zdaj je tu zelo lep zadetek v trenutkih, ko so za Celjane res izredno pomembni. To je že, recimo, lahko rečemo eno obdobje, ko se tekma prvič nekoliko polomi. Ja, lahko bi Velenjčani tudi pobegnili. Do večje prednosti, ampak zdaj so napravili še napako. In Marko znova z igralcem več v napadu Velenjčani danes nerazpoloženi. Tako kot so bili tudi Celjani. Res težave ekip. Pa to se nekako v zadnjih letih pogosto dogaja. Zdaj imajo Celjani priložnost, da izid poravnajo, še preden vstopimo v zadnjo minuto prvega polčasa.
navidezno enostavna situacija z številčno prednostjo, seveda nosi s sabo dosti pasti in še posebej na takih derbih ne pride do teh težav. Šabič se je ponujal pri Celjanih na položaju krožnega napadalca, ampak ni dočakal podaje. Gre za pivota, ki odlično pobira visoke žoge, zna izkoriščati priložnosti v napadu. Zdaj Šabič odbite žoge. Taletovič je prišel do 5. obrambe, pomembno za Celjane pa je bilo tole, da je 22-letni Stefan Šabič žogo ujel in Celjani imajo še en napad za izenačenje. Zdi pa se, da Zoran Jovičić ne bo dobil priložnosti, da bi v tem prvem polčasu zahteval minuto odmora. Strmjan pa Ivanković, zapravili so napad. Ja, vendarle je zdaj Jovičić dobil priložnost in pred zaključkom tega prvega dela, pred zadnjim napadom Celja oziroma Velenja, jasno, še kratki oglasi. Še 13 sekund imajo časa Velenčani za tale napad, priložnost, da povedejo s +2, da gredo nasmejani na odmor, ampak zapravili so vse skupaj. Ali bo še dovolj časa za izenačenje, da Kodrin do svojega drugega zadetka in izid je poravnan 16-16. Marko, tale zaključek pa se Velenčanom ni najbolje posrečil. Tu so pa tako jih lahko pohvalil, da so v celotnem prvem polčasu res taktično izredno lepo igrali v napadu, so pa tukaj zbrali popolnoma napačno opcijo, podaje žoge proti pivota na predvidljiv način, ki je ne samo, da je onemogočil, da bi prišli do strela, ampak je tudi celje omogočil, da so prišli do hitrega proti napada, čist nesmotrno, teda pravzaprav iz njihovega vidika je to škoda, Celjani so pa izkoristili tako njihovo napako. 5 obramb Taletoviča, 2 obrambi na drugi strani Vujovića, 1 Bojića. Vidimo najlepše trenutke tega prvega polčasa, ki je ponudil s kar nekaj lepimi akcijami. Tole je vsekakor zadetek tega srečanja. Zaenkrat, ko je Grbšek zadev po Cepelinu. Kar se tiče strelcev, Tajnik je dosegel 3 zadetke. Sokolič je bil še bolj razpoložen pri Velenčanih, ima 4 gole, Kavčič ima 3 zadetke. Na drugi strani pa Vlah s 5 goli, prvo ime 4 gole pa je dodal Gal Marguč. Torej, naj si bo to dovolj zaenkrat z Rdeče dvorane. Upajmo, da bo tudi drugi polčas tako zelo napet. Zaenkrat pa torej 16-16 na največjem slovenskem rokometnem derbiju. Hvala zaenkrat in naslišanje pred začetkom drugega dela. Lep pozdrav! Prisrčen pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji rokometa iz Rdeče dvorane v Velenju, kjer spremljamo 123. večni derbi med Velenčani in Celjani. In prvi polčas je upravičil naziv večni derbi, 16-16 na koncu, ampak Marko, vseeno so na odmor zagotovo slabše razpoloženi odšli Velenčani, potem kaj so dejansko zapravili v zadnji minuti. Ja, če bi sodili potem, zagotovo, ampak jaz mislim, da so Velenčani tako psihološko močni, da jih tudi to ni vrglo iz tira. Je pa res, da so zelo nesmotrno zaključili ta zadnji napad. Malo se jim je mogoče res tudi poznala že utrujenost in v nekaterih stvareh malo slabša odločnost, ampak sem prepričan, da bodo v drugem polčasu ponovno začeli tako, kot da se ta slab zaključek ni zgodil.
da bo to zbrisal, no in da bo tudi drugi polčas res, tako kot si že omenil, vrhunski, ne postregel vsem tistim, kar tak derbi, kot ga danes gledamo, more postreči. 16:13 je bilo v 26 minuti, potem so se torej Celjani uspeli vrniti, kar se tiče posameznikov. Taletović je pri 5 obrambah, ob tem vidimo zdaj trenerja Celja Alema Toskića, ki hrbtu kot aktualni državni prvaki in to najverjetneje občutijo tudi na drugih gostovanjih, ne samo pri Trimu pa Celju, tudi pri vseh preostalih klubih. Ja, sigurno, ne, je pa res, da so Velenjčani pravzaprav lansko leto na nek način presenetljivo dosegli ta naslov državnega prvaka, tudi v klubu kot takem, ne, niso to jemali kot nek cilj, tudi v letošnji sezoni to ne jemljajo kot cilj, tako da to na nek način malo zmanjša to tarčo, ne, ali pa recimo njim ne pomeni takega bremena. Tudi drugače, ne, na splošno gledano je še vedno bolj tarča Celje, ne, kot, ne, sicer niso aktualni državni prvaki, ampak vse vemo, ne, večino teh prvenstev naših so osvojili Celjani in na njih je to breme sigurno večje, ne glede na to, da niso osvojili naslova državnega prvaka, ga pa praktično morajo v letošnji sezoni, ne, kar je res veliko breme in se vidi, no, na nekaterih njihovih tekmah, predvsem s temi boljšimi slovenskimi klubi, da imajo težave pri tem. In mogoče bodo morali malo bolj tudi vzeti te tekme na malo drugačen način, ne, ker bodo bolj izrazili te svoje kvalitete. Drugi polčas se je začel v rumeno-črnem, igrajo velenjske ose, Celjani v modrem. Kakšna je postava Velenjčanov? Na desnem krilu ostaja Haselić, na desnem zunanjem je Grmšek, pa potem Tajnik in Kavčič na preostalih zunanjih položajih. Drobež je krožni napadalec, na levem krilu Sokolić, v vratih Celja pa ostaja Bojić, ki zdaj ostaja nepremagan. Celjani so se torej ubranili, okvir gola jim je priskočil na pomoč. Vlah takoj na polovico tekmeca, Mlakar pod prekrškom po teku dobival v tem drugem
tudi več priložnosti v napadu, lahko to pričakujemo? Mogoče ne bi sicer želel tega naprej predvidevati, ampak sigurno je on igralec, če rečem temu sklopi, kot izkušen reprezentant tudi, ki bi lahko zelo dosti pomagal ekipi Celja. Ki ni zaenkrat nekako uspela uporabiti teh svojih prednosti na položaju pivota. Spet se je izkazal Taletovič, 6. njegova obramba, ostaja torej 16-16. Vztrajno je torej prodiral Grmšek, ampak bil pod prekrškom, takole pa na pravem mestu Taletovič ob zaključku Ivankoviča. Kavčič, Grmšek, Kavčič, s temi prodori so bili Velenčani izredno nevarni. Zdaj pa je tam obležal na tleh Aleks Kavčič, ki bo potreboval zdravniško pomoč. Mi bomo počakali na ponovljen posnetek, da bomo videli, kaj se je tule zgodilo. Vsekakor neprijeten udarec, je pa izključen Žiga Mlakar, 2-minutna kazen zanj. Pri Celjanih v prvem polčasu kar nekaj izključitev, tole je zdaj skupno že 5. na tejle tekmi. Videli pa smo, kako je naletel na Mlakarja Kavčič. Ja, ti trki med igralci, hoteni ali ne hoteni, so v rokometu sigurno zelo boleči in predstavljajo kar tudi veliko možnost za poškodbe igralcev. Na srečo zdaj Aleks Kavčič lahko nadaljuje z igro. Tu bi pač rad podaril tudi to, da naj načeloma bila vladala tudi neka solidarnost med igralci, naj bi se ne posluževali takih sredstev, ki lahko pripeljejo do poškodb. Pravzaprav so vsi temu izpostavljeni. Ja, in tudi zato potem takšna sodniška odločitev. Zdaj bomo videli, če bodo Velenčani uspeli izkoristiti številčno premoč. Kavčič pa zdaj tajnik je lepo zadev njegov 4. današnji zadetek, 17. v tej sezoni. Prvi gol v drugem polčasu smo dočakali v 3. minuti, zanimivo tudi prvi gol na tekmi je padel v 3. minuti. Takrat so bili sicer natančni Celjani, ki so povedli z 1-0. Zdaj pa torej Velenčani vodijo 17-16, Celjani pa napadajo brez vratarja. Velenčani so taktično dosti boljši izvedli ta napad, poiskali res prava priložnost, razrečili obrambo, omogočili Tajniku, da je potem z dobrim prodorom prišel priložnost dosti boljše kot prejšnje napade, ko se iskali pivota. Ivankovič s finto, ampak ni se odprla obramba Velenja, no. To se je potem zgodilo kasneje ob Terziču, drugi zadetek za 27-letnega srbskega igralca. Enesite Ponovnan, 17-17. Kavčič, Tajnik. Še enkrat Kavčič, Grmšek, Tajnik. Znova žoga pri Tajniku, nekaj težav imajo zdaj Velenčani. Tole pa bo 7-metrovka, obramba v vratarjevem prostoru. Spet so Marko Velenčani zelo potrpežljivo čakali, da se odpre luknja. Ja, to je pravzaprav, mora biti taktični namen, zelo lepo potegnejo igralce, tudi lahko vidi, kako Aleks Kavčič lepo razširo. In Suhaležnik je preprosto prepočasen, preveč prostora pusti med sabo in pa med sosednjim igralcem, potem pri teh hitrih igralcih zamuja in posledično seveda prihaja do 7 metrov, pa ne samo do 7 metrov, tudi do izključitev. Kenan Pajt je zdaj tisti, ki bo prevzel odgovornost. 7-metrovke so na derbijih zelo pomembne, eno so Velenčani zapravili, tokrat pa Pajt uspešen. 18-17 in znova vodstvo za domačo zasedbo. Zelo pomembna 7-metrovka, če bi tukaj zdaj Pajt zgrešil, bi lahko imeli podobni scenarij samo na nasprotni strani, kot je bil pri Celju, če so prišli, bi lahko Velenčani v neko to lukno izvajanje 7 metrov, ki pa so izredno pomembne za končni cilj. Ja, če vlečemo usporednice s tistim derbijem iz Zlatoroga med Celjani in Trimom, potem si lahko samo želimo, da bo tudi tale tekma napeta vse do konca. So se pa zdaj Velenčani odlično obranili, izsilili tole napako Celjanov, Tajnik prodira, ampak zaustavil ga je tam pravočasno Marguč.
Tako da je to 9 metrovka. Celjani so seveda že v polni postavi. V 32 minuti je bil izključen Žiga Mlakar. Aleks Kavčič. Še enkrat Kavčič mu podaje Grmška, pa Tajnik za Kavčiča. Zdaj Celjani agresivno dobro v obrambi, kako dolgo lahko zdržijo. No, 7 metrovka bo to. Tokrat je Terzič tisti, ki se čudi nad to odločitvijo. Velenjčani pa so bili znova nagrajeni za potrpežljivost. Tukaj ni dvoma o 7 metrovki. Še enkrat se je pokazalo, z res izrednim, vedno hitrim, pravočasnim oddanjem žoge in dobro igro pred sprejemom žoge. Velenjčani preprosto prisilijo Celjane, da so nehomogeni v obrambi, da izgubljajo gostoto obrambe in to odlično izkoriščeno. Niti enega strela z razdalje še nismo napravili, pa smo večino napadu uspešno pripeljali do dobre situacije za strel. Kar je na derbiju malo, da ne čudiš. Natanko tako. Vlah na krilo, tokrat Kodrin z več prostora in to je seveda Kodrin znal izkoristiti, izredno kvaliteten je Tilen Kodrin. Eden izmed tistih, ki je na seznamu Vranješa, kar nekaj takih iz lige NLB. Spet potrpežljivo domači Kavčič prodira, Tajnik. No, tole je zdaj bilo morda nekoliko z razdalje in na pravem mestu Nebojša Bojič. Tudi preuranjen zaključek. Terzič za Markuča. Zdaj tukaj Tajnik mogoče res prvič ni izbral najboljšega strela, niti v smislu izvedbe, niti smeri strela. In pa tudi nasplošno, taktično, čisto drugače, kot je prejšnji napad odigral in seveda, zdaj mora sicer poskusiti z različnimi zadevami, ampak najverjetneje se bo vrnil nazaj k tistemu, kar je prej počel. Je pa vsaka taka zapravljena priložnost na koncu lahko tudi usodna na tako izenačeni tekmi. Vlah za Ivankoviča, Terzič in še enkrat Vlah, prodira Vlah. Pravočasno v obrambi, tokrat Urban Starc. Vlahu se je malo ustavilo, njegova visoka stopna učinkovitost v prvem polčasu, danes zdaj sigurno manjka Celjanom. Ja, hitro je dosegel 5 zadetkov, potem pa ga je kar nekako postrkalo. No, so si pa zdaj Celjani preigrali 7 metrovko na tleh Haselič, ki tule ni imel več pravih možnosti. Videli smo obrambo v vratarjevem prostoru, spet pa med vratnici mladi Aljaž Verboten. Tudi morda presenečenje za strelca, poskus presenečenja strani Zorana Jovičiča. Poglejmo, če bo to zmedlo Markuča. Ne, Markuč je danes zelo osredotočen. Menisite je znova poravnan, 19-19. Danes Markuč odlično izvaja, nič ga ne smede, 7 metrovke nič ga ne smede, niti te recimo taktične menjave vratarja. To je sigurno zelo pomemben element pri igri Celja danes, da vzdržujejo enakovredne rezultat. V tem drugem delu Celjani še niso vodili, tudi sicer zdaj že kar nekaj minut od njihovega zadnjega vodstva. Imajo pa zdaj priložnost, da pridejo do preobrata. Dobro je bil postavljen Bojič. Po 20 minuti je bilo 11-10, no in zdaj akcija celjske zasedbe za preobrat, nov preobrat v Rdeči dvorani. 20-19 vodijo Celjani, tole so odlično odigrali, Sukoležnik se je lepo obrnil, še eden tistih, ki je na seznamu Vranješa. Ja, zdaj so Velenjčani 2 napada zaključili, mogoče ne najbolj smotrno, z dvema streloma z razdaljem, takoj je sledila kazen. Kavčič, Tajnik. Celjani zdaj v obrambi osredotočeni, agresivni, morda tudi hitrejši. Grmšek tokrat sicer
sicer pa lahko rečemo iz izdelanega položaja v prečko tule. Ja, verjetno bi lahko še potegnil, bila je vrzel, ki bi lahko še bolj izkoristil za svojim prodorom. Morda tudi izvlekel iz tega 7 metrov. Tako, tu se vidi, da vendarle iz teh napadov zadnjih se vidi, da Velenjčani malo popuščajo v koncentraciji, v natančnosti zaključevanja svojih akcij. In zdaj Celjani na nek način in pa večjih tekem. Nekako poskušajo prevzeti vajeti svoje roke, bomo videli, če jim bo to uspelo. Ja, zdaj imajo priložnost, da prvič na današnji tekmi povedejo s 2 zadetkoma. Vlah, ko se je obrnil Vlah, ampak takrat ni bilo dovolj prostora, da bi prišel mimo Starca. Markuč, Ivankovič, lepa podaja, je bila to na črto 6 metrov, ampak prekršek nad Suholežnikom. Suholežnik je zdaj obležal na tleh, že predtem je bil na tleh Urban Starc, jasno bo potrebno pobrisati tla ali bo potrebna tudi zdravniška pomoč. 2 podobni akciji zdaj na krožnega napadalca pri celjski zasedbi. Mislim, da poškodbe vseeno ni, je pa to izključitev za Drobeša in to so zdaj težave za velenjsko zasedbo. Drobeš izključen tretjič danes. Ja, dobro je tudi vse skupaj tole odigral Suholežnik izkušeno. Ja, zdaj jaz nisem čisto točno videl, kaj se je zgodilo s takim primerom, pa take situacije na derbih še dodatno razgrejajo. Ja, vlečenje za majstri. Ja. Tudi morda davek neizkušenosti pri Drobešu. Tudi to je možno, no pač sodniki so se na nek način morali odločiti za reakcijo, tako in to nima smisla komentirati. Zdaj bo vsekakor pred velikim izzivom tudi Zoran Jovečič. Celjani v napadu z igralcem več, vendar taj nekje ukradel žogo. Ja, tole bo zdaj kazen tudi na nasprotni strani. Ante Ivankovič, drugič na današnji tekmi izključen. Zdaj tiste pikice na eni in na drugi strani na semaforju v Rdeči dvorani. Vse več jih je, tudi to priča o tem, za kako pomembno tekmo gre. Je pa bila to neumna napaka v celjskem napadu, kaj ne da, Marko? Ja, prvič je bila najprej neumna napaka v napadu, zdaj tisto, kar pa jaz še najmanj rad vidim, je pa še neumna napaka potem pri vračanju v obrambo. Tule bi bilo smotrno pustiti na koncu tale proti napad. Seveda, večjih vidikov, pa zaprav je mnogo še sreče, lahko bi se sodnika celo odločila še za strožjo kazen. Odlično, pa Kenan Pajt. V smislu diskvalifikacije igralcev, med taki prekrški so izjemno nevarni tudi za poškodbe. To je tisto, kar smo prej govorili, recimo tudi o solidarnosti igralcev. Ja, tule je zagotovo ni bilo. Ne, se nikoli ne sme na tak način zaustavljati igralce, to je čisto brez veze, da škoda, no. Celjani zdaj 6 na 5 v napadu, brez vratarja, seveda 24-kratni prvaki, Kodrin pa Vlah, Streljan, še enkrat Vlah, žoga na Suholežnika, morda se bo Suholežnik v tem drugem polčasu razigral 21-20. Tole je zadev Suholežnik, dobra podaja Vlaha, ki je tudi predtem dobro nekako navlekel nase obrambnega igralca in pripravil tole priložnost. Tajnik za Sokoliča, Kavčič. Zdaj tudi Velenjčani brez vratarja in pripravljajo do zadetka. Igra preko krožnega napadalca za Celjane lahko sigurno nekaj velike prednosti, težko pokrivajo obrambni igralci Velenja, Suholežnika, če je pravilno postavljen in če tudi potem taktično pravilno ostali igralci igrajo, ga je res težko zaustavljati. Predvsem prvi igralci v obrambi imajo pri tem velike težave.
so popustili v obrambi, eni in drugi, logično glede na obe izključitvi. Tule je imel Vlah ogromno prostora, njegov 6. današnji zadetek. Zdaj so Celjani tisti, ki nekako narekujejo ritem s tem, ko so v vodstvu. Znašli so se v vodstvu v 39. minuti, ko so povedli z 20-19, ampak Velenjčani se ne predajo. Velenjčani ostajajo zbrani tudi v teh pomembnih trenutkih. Znova so izid poravnali. Sokolič takole z levega krila, njegov 5. zadetek, izid je vnovič poravnan. Tekma je res zanimiva, tudi z tega psihološkega vidika, ne eni in drugi se ne dajo. Tako da bo verjetno tožilci, tisti, ki bolj mirn, odigrali veliko vlogo v nadaljevanju, kar se je že pokazalo. Ja, tudi navijači pa so posledično vse glasnejši, kar nas samo še veseli. Obramba v vratarjevem prostoru. Peter Šiško je bil tisti, ki je tam v obrambi. Izkoriščajo Suholižnika. Celjani, Suholižnik pa izkorišča svoje izkušnje. Sigurno, še enkrat povem, Suholižnika je glede na njegovo telesno masno in višino težko pravilno pokrivati in to je sigurno neka prednost pri Celjanih. Obramba Taletoviča v zelo pomembnem trenutku. Prva zapravljena 7-metrovka za Celjane. Markuček je zdaj 100-odstoten, tokrat pa svojo levo nogo na pravem mestu. Taletovič ostaja 22-22. Zdaj imajo Velenjčani priložnost, da vnovič povedejo. Izredno pomembna obramba za Velenjčane v pravem trenutku. Zdaj tudi nekoliko premešana zasedba pri Velenjčanih. Videli bomo, kako bodo igrali brez Kavčiča v napadu. Na levem zunanjem je Peter Šiško, ki v napadu v tej sezoni še ni uspel kaj prida opozoriti nase. Dosegel je 11 zadetkov, ampak lahko je tudi nevaren, če ima preveč prostora. Velenjčani zdaj ob dvignjenih rokah sodnikov. Tvegal je tule veliko tajnik, skoraj da tudi vse pridobil, pa odlično v košarkarskem slogu Grmšek, potem pa hitro tajnik mimo vrat. Ostaja 22-22, 45. minuta se je začela, Celjani so zdrveli na polovico Velenja, ampak Velenjčani so hitro postavili obrambo. Velenjčani držijo tale korak, ne držijo energijo, imajo vse, kar so si želeli pred tekmo še v 45 minuti. Ja, sigurno. Odlično je pa res, da so nekateri napadi njihovi mogoče malo manj racionalno izvedeni. Zdaj je tukaj tajnik dvakrat zaporedoma, mogoče iz ne najboljše pozicije zaključeval. Ampak tudi pri Celjani zdaj lahko da prehitro. Vasilič takoj proti napad. Hrstovič. To je njegov 9. zadetek. Tudi Taletovič je zdaj v vratih v pomembnih trenutkih odlično razpoložen. Ampak tukaj zdaj Tilen Kodril zelo mirno za 23-23. Diranje gor in dol, preko tole trenerji ne obožujete najbolj. Zdaj se vidi, da pravzaprav je tekma zašla v nek tok, kjer vidimo tu kar dosti napak, tako v napadu kot v obrambi. Tu so Velenjčani čisto zabili zdaj na Kodrina. In pač posledica tega, da trenerja menjava, da vedno več igralcev, ima se izgubila kontrola na tekmo. Ja, ampak takšne stvari se tudi v najmočnejših evropskih ligah na derbih dogajajo. Absolutno, to je značilnost pač takih trenutkov tekme. Pravočasna sta bila zdaj Celjana v obrambi, zato tule ni 7-metrovke. Je pa dobro prodiral Sokolič. Krasna asistenca, ampak ni gola. Žoga ni šla čez črto, prečka je rešila Bojiča. Ostaja 23-23, zadnja četrtina tega 123. večnega derbija že v teku. Na tleh Terzič, na tleh potem tudi Vlah, ki je prodiral, pa bil je na tleh tudi Predovič, ki je bil pravočasen v obrambi. Samo želeli smo si lahko, da bo tako zelo napeto v rdeči dvorani. Celjani zdaj zunanjo vrsto, Mlakar, Strmjan in Vlah, torej zunanja vrsta, kakršna na začetku tekme.
Da se je trener odločil za to verjetno najbolj zanesljivo linijo zonih igralcev, da bi v teh odločilnih trenutkih, ko se tekma lomi, nekako prišli do večje kakovosti tudi v napadu. Ravno do tega, kar to je uspelo, seveda. Ni bilo tudi nehitrega centra, tako da bodo Velenjčani napadli na postavljeno obrambo celjske zasedbe. Koliko manjka Marko Drobež v obrambi? Zelo sigurno, Drobež je mogoče bolj pomemben, kot je to navidezno, kot se to moče navidezno vidi, tudi laično recimo, pokriva mesto, ki je zelo, ker pač nimajo menjave, nimajo možnosti, alternative in ta njegova izločitev sigurno zelo vpliva tudi na sam potek tekme. Tole je zdaj še en prekršek na tleh Grmšek. Obramba Celja zdaj ne želi kloniti, je pa Zoran Jovičić zahteval minuto odmora v najverjetneje zelo primernem trenutku. Odmor pa tudi za nas, pripuščimo si kratke oglase. Zoran Jovičić je zahteval minuto odmora v trenutkih, ko so Velenjčani zagotovo potrebovali tale posvet. Vidimo Drobeža, ki bo zaključek tekme pospremil z tribune. Vsekakor bo manjkal v obrambi, stiskal pogubne stih za svoje soigralce, ki so krasno izigrali obrambo Celja, ampak Nebojša Bojić do svoje četrte obrambe. Tole pa je zdaj zelo pomembna obramba. Bojić je prinesel nekaj kakovosti v vrata Celja, naredil nekaj zelo pomembnih obramb. Udarec po obrazu, zato izključitev in pa zaradi burne reakcije tudi rumeni karton za stratega pri velenjski zasedbi. Tole je Predović storil prekršek, mi vidimo odlično obrambo Bojića. Predtem pa prekršek, ki ga je storil Predović, kontakt je znal dobro izkoristiti Žiga Mlakar. Zdaj torej v izteku 48. minute Velenjčani v obrambi z igralcem manj. Strmjan pa Mlakar, Strmjan Vlah. Zdaj so glasnejši gostujoči navijači, ampak Velenjčani se ne bodo kar tako dali tudi ne na tribunah. Strmjan Vlah, dolg napad Celja. Zdaj prekinja akcijo svoje ekipe z zelenim kartonom na zapisnikarski mizi tudi Alen Toskič. 24-23 vodijo Celjani, še zadnjič danes pa kratki oglasi. Ne bo zadnjič, potem, ko druge tam malo prepolni več. Cisko bodo.
zdaj bodo morali Velenjčani iztisniti tiste zadnje atome moči v finišu tekme. Prišli so v finiš blizu tekmecu, ves čas predtem tudi sami narekovali ritem igre, ampak zdaj so Celjani tisti, ki so konkretnejši, pa udarec po obrazu, vse tako se je zdelo za Tajnika. Kakšna bo zdaj sodniška odločitev, zdi se, da je Tajnik vseeno na srečo ni huje skupil in da je vse samo izgledalo nekoliko huje, kot je na koncu bilo. Ampak vseeno, tale posnetek je razkril, da je bilo srečanje s Sokoležnikom Marko zelo boleče. Ja, zdaj, če primerjamo silovitost delovanja igralca v obrambi, v prejšnjem primeru, ko je bil izključen Velenjčan in pa zdaj seveda to je kar velika razlika. Velenjčani so torej zapravili napad na koncu. Tehnične napake tule, Mlakar Vlah, Celjani nadaljujejo z akcijo, Vlah za Mlakarja na krilo in to je gol za Marguča. 26-23, tule se zdaj tekma vsekakor lomi. Celjani vodijo s +3, izenačenje najvišje prednosti je to na današnji tekmi. Velenjčani so vodili s +3 ob koncu prvega dela, 16-13 je bilo v 26 minuti. To situacijo bi mogoče lahko imenovali nekaj vrste predodločitev. Zdaj seveda ne videla se bodo Velenjčani lahko vrnili. Druga kazen na tekmi za Sokoležnika, ki je želel pobrati tule Predoviča. No, če ni bil izključen predtem, pa kazen zanj zdaj. Statinek Jovičič je bil tisti, ki je bil na tleh. Neka nesmotrnosti v tem delovanju, nepotrebno. Še posebej v razgretem vzdušju morajo igralci še toliko bolj paziti, da s kako svojo potezo ne razvnamejo strasti še bolj. No, in to je taka poteza, ki je moč ni primerna. Pa tudi nepotrebna je bila povsem. Tajnik za Kavčiča, oba je nekoliko pobralo v zadnjih minutah, kar je za razumeti glede na energijo, ki sta jo vložila. Tajnik Kavčič, Višek na krilu, Kavčič je to opazil in izredno pomemben gol je to za Velenjčane. Tilen Sokolič, 24. zadetek na tekmi za Velenjčane, 26-24 pa vodijo igralci Celja. Te napade so se zelo lepo rešili Velenjčani. Tega napada res niso smeli več zgrešiti. Sokoležnik jim je še malo pomagal pri tem. Poglejmo, kako bodo Celjani odigrali napad brez vratarja. Kodrin in Mlakar. Poteko. Vlah. Strmjan. Pa znova Vlah. Žoga proti Poteku. Velenjčani do nje brez prekrška in zgrešil je tule prazna vrata. Pa to 7-metrovka za Velenjčane. Strmjanovo posredovanje. Takole žoga za las mimo desne vratnice. Oviranje torej ob tistem zaključku pri čisti priložnosti. 7-metrovko pa bo izvedel Kenan Pajt. Odlično. Velenjčani so nazaj. To je pravzaprav res včasih zanimivo. Eno nesmotrno potezo Sokoležnika je pravzaprav vrnil ekipo, ki je navidezno že bila v zgubljenem položaju. Pa tudi ta blok tule zdaj ni bil, ne vem kako potreben. Tudi to. Tu so zdaj Celjani morda izpadli na Juno. Ja, to je derbi, to je zanimivost. Vlah za Strmjana, kako bodo reagirali gostje.
Tokrat ni bilo zapravljene žoge, šlo je za prekršek, še 13 sekund kazni za Suholežnika, ura hitro teče in zdaj tudi ni zaustavljena. Streljan, Vlah, Celjani v polni postavi, poteko in še ena 9-metrovka. Slabih 8 minut še do konca srečanja. Jovičić in Toskič lahko oba še po enkrat položita zeleni karton na zapisnikarsko mizo. Celjani imajo zdaj težave. Zelo pomembna obramba je tole za Velenjčane. Če bi se obranili, bi dobili priložnost za novo izenačenje. Vlah pa potem iz ne najboljšega položaja grdo čez vrata in Marko, zdaj se lahko vse skupaj začne znova. To smo tudi pričakovali in tega smo se veselili. Zdaj pa je na Velenjčani, da odgovorijo. Dramatični zaključek smo se vsi želeli in smo ga tudi dobili. Dejstvo je še enkrat, da bolj kot tekma prehaja v zaključek v enakovrednem položaju, da se s prednostjo Velenjčanov, bolj je to težko za Celjane, ki si res ne smejo privoščiti poraza, a pa izgube točke. Kakšen zadetek, v kakšnem trenutku Enej Slatinek Jovičić takole je izigral obrambo, upravičil zaupanje. 26-26, izid je vnovič poravnan. Na drugi strani zapravljen napad oziroma bolje rečeno odlična reakcija znova domačega vratarja, takole Davitović. 26-26, zdaj imajo Velenjčani priložnost za nov preobrat. Delni izid 3-0. Hvala za opozorilo, Marko. Ali je lahko zdaj 4-0? Prodiral je Slatinek Jovičić. Marko, zagotovo si Celjani v tej dvorani ob tem naelektrenem vzdušju niso želeli takšnega zaključka, potem ko so že vodili za 3 gole. Ja, verjetno so se hodili tega izogniti. Ta predodločitev, recimo po rezultatu 26-23, kot sva jo recimo menjala, je bila že nekako na vidiku, potem pa je predvsem to res čist nesmotrno potezo Suholežnik ponovno omogočil Velenjčanom, da se izvlečejo iz težkega položaja. Sam take stvari ne bi smel napraviti. Tule je vodstvo za velenjsko zasedbo. Aleks Kavčič, njegov prvi zadetek v drugem polčasu, četrti na današnji tekmi. 27-26 in zdaj so Velenjčani tisti, ki vodijo. Jasno so tudi lahko bolj sproščeni, ne glede na to, da je obračun zanje še kako pomemben, kajti danes bi se zmago vrnili v boj za tista najvišja mesta, trenutno zaostajajo za večnim tekmecem za 6 točk. In zdaj lahko še dodatno razumemo te vzklike, drži obrambo domačih privržencev, na drugi strani pa Celjani vzpodbujajo, oziroma bolje rečeno Florijani vzpodbujajo Celjane, da pridejo do 27. gola. Spet je potrebno pobrisati plana, to sta opozorila Suholežnik in Aleks Kavčič. Prejšnja dva napada je res Vlah malo prehitro zaključil iz nezdelne pozicije. Tu se vidi, kaj pravzaprav pomeni te pravi trenutek tekme. Tako da je bil razpoložen in sproščen v prvih minutah, se mu zdaj zatrese roka. Želimo mu, da bi mu uspelo. Suholežnik se je zdaj vsaj nekoliko oddolžil za tisti neumen prekršek za izključitev. V zadnjih 5 minut smo vstopili ob tem, ko sta ekipi poravnani. 27-27. Suholežnik res v napadu je zelo koristen, kakovostno igra. Je pa v obrambi naredil nekaj takih nepremišljenih potez. Ja, tudi zato ena izključitev že v prvem polčasu. Kavčič, Slatinek Jovičić, prekršek za 9 metrov. Zdaj pa je to trenutek tekme, ko je lahko vsaka napaka usodna.
Še več odgovornosti ob tem, ko bo kdo prevzel odgovornost. Kavčič, Tajnik, Statinek, Jovičić, dobro v obrambi Kodrin. Dvignjeni roki, podaja na Pivota, ampak prekršek znova nad Tajnikom. Kavčič, zadetek za Velenčane. Aleks Kavčič, zelo pomembno. Takole še drugič zapored natančen, 28-27. Na drugi strani hitro Vlah, ampak bil je pod prekrškom, tako da bo to še naprej napad za Celjane. Zadnja dva derbija so dobili Velenčani. 30-22 je bilo na zadnje tule v Rdeči dvorani, v Zlatorogu je bilo 25-23, pa medtem natančno skrila po lepi akciji. Markuč, ki bo skoraj zagotovo prvi strelec tega srečanja. Zdaj je pri 8 zadetkih, najbližje Stamo Vlah pri Celjanih, ki ima 7 golov, in na drugi strani Sokolič, ki je pri 6. Še 3 minute pa do konca. Kavčič, Statinek, Jovičić, Tajnik, pa znova Statinek, Jovičiću, zdaj zapravljena žoga. Zelo neprijetnem, nepravem trenutku. Marko Celjani dobivajo priložnost, da prevzamejo pobudo. Ja, zdaj res tako se bo ta vsak napad je izjemno pomemben. Tukaj je Kodrin zelo dobro ocenil let žoge. Velenčani morajo igrati zelo blizu obrambe in z dobrim predvidevanjem. Lahko pač tako žogo prestreže. Bi pa prej rekel prejšnji napad, oziroma obramba Velenčanov je pa recimo Sokolič naredil nesmotrno potezo, ki je nepotrpežljivo skušal prestreči žogo ravno v trenutkih, ko so imeli tudi Celjani težave. Strmjan pod prekrškom, start dobro v obrambi, 9 metrov, ko so gostje izvedli. Vlah, Strmjan s preigravanjem, Tajnik. In kot kaže napaka v prehodu v protinapad. Smo videli tisti prekršek. Ja, to so take odločitve, ki pravzaprav so res, seveda, v trenutku se je treba odločiti v strani sodnika. Zdaj je ta ocena, ali je imel pod kontrolo podajo igralec ali ne, je lahko zelo različna. Pametno pa Celjani izkoristili so svojo prednost na položaju krožnega napadalca in znova povedli 29-28. Sokoličnik, če smo ga grajali zaradi tiste poteze, ga je pa potrebno zdaj pohvaliti še enkrat za doprinos v napadu. Še enkrat, Sokoličnika je res zelo težko pokrivati se strani igralcev, kakršni so Velenčani. Tu ima največ težav, lahko parirajo recimo svojim igralcem lažje, medtem ko tako robustnemu krožnemu napadalcu pa res dosti težje, še posebej, če mogoče niso vedno skoncentrirani. Ja, ob golu je poskrbel še za izključitev Predoviča in logično je zdaj Jovičić zahteval svojo zadnjo minuto odmora. Tole je napad, Marko, ki ga morajo Velenčani izkoristiti, uspešno zaključiti, če ne bodo Celjani dobili zaključno žogo. Tako, Velenčani zdaj res težkem položaju, imajo igralca manj, imajo zadetek zaostanka, seveda na vsakem način morajo realizirati, pa potem kasneje tudi vse naredi, da se obranijo, pa eventualno pride še do enega napada, s katerim bi lahko poravnali rezultat. Če bodo Celjani seveda smotrno odigrali svoje napade, zdaj z igralcem več, potem je stvar na njihovi strani. Bomo videli, kako se bo zadeva odvila. Vidiva še nekaj najlepših trenutkov z drugega polčasa, nekaj pomembnih zadetkov. Kar se tiče drugega dela, s 4 zadetki stopata pri Celjanih Markuč in Sokoličnik. V drugem delu sta zares
dala od sebe nekaj več na polovici tekmeca in to se kaže tudi na samem rezultatu. Je pa na drugi strani pri Velenjčanih zares potrebno pohvaliti to energijo, ki so jo nekako našli v sebi za to pomembno tekmo, ne glede na to, da je to danes že njihova 16. v tej sezoni. Ja, izredno res, Velenjčanom je treba čestitati kljub velikemu številu odigranih tekem, izčrpavanju, poškodovanim igralcem so naredili to tekmo za izjemno in treba res čestitati. Zdaj pa pospremimo tale finiš 123. večnega derbija. Ali bodo Velenjčani poskrbeli za srhljuko, za triler, kot kaže zdaj še izključitev in to tretja za Suholižnika, tako da na eni strani Drobež, tisti, ki je končal predčasno s tekmo, zdaj mora pri Celjanih na tribuno. Suholižnik, Marko, to vse nekoliko zapleti situacijo za Celjane. Ja, sigurno, ne, to je zopet dajanje priložnosti nasprotniku, ne. Je pa res, da je bila akcija Velenjčanov zelo dobro izvedena, Kavčič je bil v nevarnem položaju, zdaj Suholižnik je lepo predvidel njegovo gibanje, definitivno pa seveda ne s tem svojim delom z rokami ni bil v korektnem položaju. Pomemben napad torej še naprej za Velenjčane, kdo bo prevzel odgovornost, ali bodo Velenjčani odigrali na krilo. Kavčič, zaustavili so se domači, dolg napad, Tajnik nazaj, pa prekršek zadnjih Petrovko. 40 sekund še do konca. Tajnik, Kavčič, on navduši s prodorom, žoga je pri Tajniku, kdo bo zaključil, potrebno bo zaključiti. Ni 7 metrovke, spet je bil poteko dobro postavljen, pa hitro teče. Če zdaj zadanejo Velenjčani, potem bodo seveda imeli Celjani še dovolj časa tudi za to, da dosežejo gol za zmago. Ampak najprej morajo Velenjčani izid poravnati. To je pa res pravi derbi, lahko rečeva, ne, zadnji napadi odločajo v izidu tekme, to smo si vsi želeli, bomo videli zdaj, kakšna rešitev bodo našli Velenjčani. Tajnik, Kavčič, Kavčič 1-1, Kavčič, gol! Pomemben gol, kako pomemben gol je to! 29, zadetka ni, kajti predtem že zeleni karton na zapisnikarski mizi. Ja, tu zdaj vseeno težko pametujemo o tej potezi. Ne, to nima smisla. Vrata so bila prazna, ampak logično, da bo trener za zadnjih 10 sekund skušal umiriti fante. Tu nima smisla, tem kako bolj debatirati. Se pa pač tako razpletlo, da je mogoče na videz zgleda neracionalno. V vsakem primeru ima Celjani še vedno stvar v svojih rokah. Lahko zamenjajo vratarja, sicer tudi to nosi s sabo neko tveganje. Če se spomnimo zaključka prvega polčasa, je recimo ravno zadnji napad z nesmotrno podajo na Pivota, prenesel potem ta problem. Ampak Celjani imajo res vse v svojih rokah, lahko odločajo, če bo pametno speljali ta zadnji napad, je vsaj remi v njihovih rokah. Moramo pa pohvaliti Kavčiča za tale prodor. Trenutno, ko se je tekmo dokončilo. Predor v stilu. Tako je. Tudi gol v stilu. Žoga se je nekako potalila kot v kakšni Hičkokovi grozljivki. Poglejmo, kaj bodo Celjani pripravili za teh zadnjih 12 sekund, kot je Marko pravilno napovedal, brez vratarja. Kdo bo dobil večni derbi? Ali bo ostalo pri remiju, žoga na krilo? Ja, tudi zdaj seveda logično ni bilo druge poteze kot tale prekršek. Tudi kri je zavrela tam Žabič, miri vratarja Taletoviča. Marguč se je znašel na tleh. Tudi Tajnik potrebuje nepotrebna vroča kri, ampak logična posledica, tako res, bom rekel, zanimive tekme. Ja, tule je Kavčič enostavno vedel, da bo težje zadeti 7 metrov, ko se lahko roka zatrese.
No, to je zdaj pač njegova odločitev bila v tem žaru borbe, naredil prekršek, sigurno je... Ni bilo namere, da bi poškodoval. Verjetno ne, gre bolj za to, da pač v tem trenutku v želji, da bi preprečil karkoli. Zdaj pa David Razgor na igrišče. To je težko priti takole na igrišče, ko ne igraš. Sigurno, to je zahtevna situacija za igralca. David Razgor, sicer za svojimi izkušnjami, bi moral to tudi obvladati, ampak ne vedno znova, to so nove situacije. Bomo videli, zanimiva situacija v vsakem primeru. Kakšno vzdušje v Rdeči dvorani, vsi so na nogah, slišali smo vzklike za Emirja Taletovića, ki mora zdaj zaustaviti tale poskus celjskega kapetana. Tekme je seveda konec, to je zadnje dejanje te drame v Rdeči dvorani. In zadev je David Razgor za celjsko slavje. Po 3 neuspehih na večnih derbijih so Celjani zdaj slavili, tudi takole šli proti velenskemu golu. Pomembna 7 metrov, ampak zelo mirno. Ja, odlično je izvedel, to je Razgor res na koncu, celo tekmo je sedel na klopi. Drugače ne gre dosti, ampak v najodločilnejšem momentu, to je pač narava te naše igre, da take situacije potem odločajo, je bil uspešen in na nek način celo junak tekme. Ja, zares junak tekme na koncu 30-29, Zoran Jovičić pa se pravičeno drži za glavo, tako blizu, a tako daleč. Ja, Velenčani so res bili odlični, danes so parirali, vse so dali od sebe, res jim zmanjkali milimetri, če se lahko v takvi merske noti izraziva. In treba jim čestitati treba tudi Celjanom, ki so ne glede na to, da so večji del tekme zaostajali, vendarle našli to energijo, silo, da so na koncu to tekmo zmagali. Zanje je izredno pomembni 2 točki za nadaljevanje prvenstva in seveda tudi borbe za naslov državnega prvaka. 8 točk prednosti imajo zdaj pred večnim tekmecem, pred Velenčani, ki so v zares težkem položaju, tudi v boju za drugo mesto.